Arboretum je naš nacionalni ponos in kulturna dediščina, ki je bila po vojni v precejšnji meri spregledana, čeprav ima v zgodovini pomembno noto slovenstva. V oddaji Kdo smo ponavljamo zvočno pripoved o arboretumu v Volčjem Potoku. Posneli smo jo v času, ko so čarobnost božičnega časa pričarale številne raznobarvne lučke, ki so krasile park. Avtor oddaje je Ivan Merljak. Kdo smo? Videti in doživeti, vonjati in občutiti, spoznavati, se čuditi in razumevati. To je Arboretum Volčji Potok. Kdor ga enkrat obišče, se rad vrača. Avtor te oddaje se spominja, da je Arboretum prvič obiskal svojo punco še v študentskih časih. Bila sta navdušena, o čemer bi pričale stare črno-bele fotografije, če bi se jih potrudila poiskati. Potem so prišli otroci in sta voziček z njimi potiskala med živopisanimi cveticami, med jezerci in potoki. Tudi prvi koraki, še negotovi in obotavljivi, so merili bele potke med cvetočimi grmički. In danes se vse to ponavlja z vnuki in vnukinjami. V Volčjem Potoku je bilo življenje že v pradavnini. Težko je reči, kdaj je prva noga stopila na tamkajšnja tla in kdaj so s primitivno motiko zasadili prvo kulturno rastlino. A arheološko izpričano so ljudje občudovali lepoto te pokrajine že v bronasti dobi. Je Volčji Potok, nedaleč od današnjega Kamnika, dobil ime po volkovih, ki so v davnini plenili divjad po tamkajšnjih gozdovih in se odžejali v potokih. Ali pa morda po imenu Gosposke, ki je v srednjem veku nadzorovala prostor pod Kamniško-Savinjskimi Alpami? Zatrdno tega ne vemo, je pa Janez Vajkard Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske zapisal, kako naj bi ime kraju po nemško Wolfsbühl dali volkovi, ki se drže po okoliških gozdovih. Po Valvazorju tudi vemo, da je bil v času turških vpadov na slovensko ozemlje na hribčku nad Arboretumom utrjen grad, ki je potem kmalu izgubil pomen. Vlogo bivališča je prevzel ta novi ali spodnji dvorec, ki je bil šele v tem stoletju od plemenitih bonomskih postavljen zaradi večjega udobja. Je snažno in dobro sezidan. Takoj izza dvorca je en majhen gozdič, Gospodi v veselje in zabavo, kot je Valvazor zapisal ob koncu 17. stoletja. Okrog spodnjega dvorca, ki je večkrat spreminjal lastništvo, se je šele s prihodom Sovanov, podjetnikov in trgovcev iz Ljubljane začel postopno razvijati pravi park s cveticami in drevesi. Odločilno vlogo za nastanek arboretuma pa je imel Leon Sovan na prelomu iz 19. v 20. stoletje in potem do druge svetovne vojne. Zgodovino arboretuma v Volčjem Potoku je povzel njegov direktor Matjaž Mastnak, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, strokovnjak za okrasne rastline, predavatelj in strokovni pisec. Kar vemo za zgodovino, jo lahko gledamo kot človeško, lahko pa tudi kot naravno. Tu imamo še vedno ostanke recimo prvega gozda, ki se je razvil v naših krajih po ledenih dobah. Se pravi, to je Boroje v našem severnem predelu. Zdaj, kar se tiče pa zgodovinskih dokazov o poselitvi so v neposrednji okolici, konec koncev na sosednjem hribu so bronastodobne najdbe,
Na tem hribu jih ob izkopavanju zdaj še niso našli, ker je bil pač zaradi gradne utrdbe verjetno tisti sloj, kjer so te stvari tičale odstranjene že pred stoletji. Ne. In zdaj prvi, recimo, zapisi so, zdaj tisti zapisi so pač v očem potoku kot v imenu kraja. Ne. Morda je bil ta kraj kje drugje, morda je bil tukaj, tega ne vemo. Zagotovo je pa v Valvazorjevi opisu gradov, v Dolinkrajinski, predstavljen grad, ne, se pravi, stari grad je še na tem bakrorezu viden, novi grad je, se pravi, graščina je že postavljena in tam je tudi že zapis, da je za gradom gozdič gospodil zabavo in veselje. Tukaj se jim poraja vprašanje, ne? On govori o lastnikih, ki so bili stoletje pred njim, ne? On je bil v 17. govori pa o 16. stoletju. A ta risba, ne, ki jo on objavlja v Vojvodini Krajinski, je potem takem iz stanja iz 16. ali 17. stoletja? Ja, jaz mislim, da je on delal skice, ko je stvari obiskoval, se pravi, to je morala biti 17. stoletje, ja, se pravi, tam sredina ali pa druga polovica. Ne. In to je tudi logično, ker ta grad, ki je gori v ruševinah na njegovi upodobitvi, je bil preprosto uporabljen za kamnolom za nove gradnje. Ne. Se pravi, takrat je bilo zelo zanimivo, čim sta se cesar pa sultan pogodila za mir, so te utrdbe, ki so prej služile proti turški obrambi, zelo hitro zapustili in pač razrušili. Izgubile so vlogo. Tako izgubile so vlogo, ampak predvsem so pa takrat verjeli v mir. Se pravi, ko je bila enkrat stvar, ko je bil mir sklenjen, se niso pripravljali na naslednjo vojno čez 5 let. Ne? In je recimo ta grad, ki je stal na vrhu, bil v uporabi 100 let, nič več. Ne? In potem sledijo recimo prvi kataster iz leta 1826, potem čez 20 let reambulanca, skratka, potem pa že imamo tudi neke tlorisne dokaze, da je tukaj park bil. Seveda manjši kot je današnji, ampak kot je pač takrat gospodi pristajalo, je pač moral ob graščini biti nek urejen prostor. Z graščino, ki je bila spodaj, ki je danes ni več. Ne? Ja, ta graščina je pač med drugo svetovno vojno bila požgana, tule v okolici je pač eden od partizanskih komandantov na serijsko kuril graščine in stvar je bila dokaj, rekel, nestrateška, ampak je šlo očitno za neko revanšo, ki je bila pač del časa. Ne. In po drugi svetovni vojni so še stali zidovi, ne, se pravi, tisto, kar je bilo v požaru uničeno, so bili stropovi in streha, ampak so potem po letu 45 stvar do konca demolirali, razrušili, porabili za gradbeni material in danes pač je tam jama, ne, kjer je pristala graščina. Lahko bi rekel, da je bila zasnova parka, ne, pravzaprav že v času samega Valvazorja, ampak ta park ni bil tak, kakršen je danes. Lahko vidimo, da je bil pred graščino nek ograjen vrt. Ne? In če recimo pogledamo potem na te prve tlorise, lahko pač razberemo neko ureditev vrta v renesančni maniri. Namreč ta graščina je bila zgrajena kot renesančna stavba in šele potem, konec 19. stoletja, ko so jo kupili meščani, ne, se pravi Sovani, so jo v bistvu spremenili z baročnim videzom. Ne. Ampak že po tlorisu vrtov pač vidimo, da je ta stvar imela neko konsistenco, se pravi stavba in vrsta sta bila v sozvočju. In potem, ko je bila pač sama stavba barokizirana, so tudi po prvi svetovni vojni ta francoski vrt dodali, da se je boljše skladal z arhitekturo. Kako velik je bil pred tedanjo graščino? Ja, zdaj Sovan je zapustil ne samo ta francoski parter, ampak tudi mi temu pravimo parterni park, se pravi ta park je na nižji terasi in pa na vsako stran hriba po en angleški park. Se pravi, tega je bilo nekako 15 hektarov, kar je pa... Imate v misli Leona Sova? To imam v misli Leona Sova. Medtem ko prvi Sovan, ki je tukaj posestvo kupil, to je bil Ferdinand, je pa uredil predvsem prostor pred graščino in v okolici. Ne. To pa je bilo morda 2 hektara. Ta usoda Sovanov je po svoje zanimiva. Oni so bili
pravzaprav kaj, nemškega ali slovenskega rodu? Zdaj, jaz pač lahko povem to, kar od Sovanov vem. Ne? Se pravi, potomci, ki še v Ljubljani živijo, so po nekaj, ko sem pač vzbudil v njih zaupanje, povedali, kar sami vejo, in so mi tudi založili z gradivom, ki so ga imeli, in pač oni sebe razumejo kot Slovence že od prvega Sovana, ki je prišel v Ljubljano. Ta je prišel v začetku 19. stoletja kot torej, vajenec v trgovino in naredil torej, zelo uspešno kariero. Se bomo tako rekli, da ga je usoda pripeljala preko ženske v bližino Janeza, torej Blajvajza, očeta naroda, in se potem tudi sam zelo aktivno vključil v narodno gibanje. To je bil oče od Ferdinanda ali Ferdinanda? To je bil oče. Ne? Seveda, z Blajvajsi so potem podedovali tudi še določene trgovine, nekaj sami zaslužili, zelo uspešno gospodarili in postali konec 19. stoletja torej zelo pomembni ljubljanski meščani, ne, ki so zelo veliko tudi vlagali prvič v narodno stvar. Konec konca je bila slovenska čitalnica 30 let v njihovih prostorih in pa tudi v vse razne gospodarske projekte, ne, od hranilnic, bili so člani zbornice, takrat je bila to komora, skratka povsod, kjer se je kaj dogajalo, so bili zraven in tudi veliko denarja usmerili v, kot rečeno, v to, da je Ljubljana danes slovenska. Potem takem je bilo naravno, da so kupili arboretum, ne, ki je bil prej v drugih rokah. Zdaj, to je bil predvsem en tak bolj napuh kot prestiž. No? Namreč, če si kot meščan uspel, je bil torej dokaz, da si postal veleposestnik. Ne? In si moral kupiti eno veleposestvo. Zdaj, veleposestvo je bilo tam nekje okrog 100 na Kranjskem, se pravi, ponudba je bila omejena in s tem si pač dokazal, da si prišel v zgornji sloj. A ne? In seveda, to je bila tudi investicija, mislim, bili so pa res dobri gospodari, ker so zelo veliko vlagali tudi v svoj razvoj trgovin in tako naprej. In zdaj parkiranje denarja v nepremičnine se v zgodovini velikokrat pokaže kot zanesljivo, ne? Dokler ne pridejo revolucije. Dokler? Se ne zgodijo revolucije, take zaresne revolucije. Ne? In se pravi, zdaj oni so imeli torej svoje poslovne prostore v Ljubljani, to tukaj je bilo posestvo na nek način za umik iz Ljubljane, ampak tudi zadnji lastnik, se pravi Leo Sovan, je tukaj živel in tudi umrl na tem posestvu. To posestvo samo po sebi ni bilo pridobitno, vir dohodka je bil drugje, ne, v trgovini. Ja, bil je drugje, se pravi, njihov osnovni posel je bila trgovina, torej trgovina z obleko, ne, se pravi, imeli so tudi manufakturo. To tukaj je bilo pa nekako tudi za dodatek, ker to je bilo pa kmetijsko posestvo za več kot 100 hektarjev in to je bilo tudi donosno. Ne. Ferdinand je tukaj pač stvar zastavil, naredil iz hiše izjemno lepo opremljeno graščino in že začel zbirati torej, umetnine. Sin Leon je to še nadaljeval in hkrati je pa njegova žena to vodila kot uspešno torej, kmetijsko agendo. Se pravi, tukaj se je kmetovalo. Ne? Tukaj se je bilo. Ne? Zdaj, če takole malo seštejemo 1+1, tudi ni bil ta zakon vedno harmoničen, ker to, kar je žena zaslužila, je na drugi strani potem mož za kmetijstvom, ne, je mož potem potrošil za stvari, ki niso bile kmetijstvo, ne, se pravi, ki so bile park. Park je pa nekaj, kar samo zahteva vlakanja, kar odnaša in ne prinaša. In zdaj, če je bil kakšen hujši pripir, je potem je speščevalno se kakšno drevo posekala, ki je bilo posejeno nedavno. Se pravi, o tem govori zgodovina tudi? O tem govorijo pač te zgodbe iz kraja, ko so bolj anekdote kot ne. Ampak hočem reči, Helena Sovan, rojena Šponr, je bila neverjetna ženska, ona je bila po rodu moravska Nemka in je še za časa Avstrije spoznal Leon Sovan pri njenem očetu, kjer so pač kupovali štof, ne, se pravi volneno blago. Ne. In preselila se je na Kranjsko še takrat, ne, se zelo hitro ločila slovensko, tudi s pomočjo Otona Župančiča in se potem tudi postavila tukaj na noge kot ženska, ki je v času moževe odsotnosti med prvo svetovno vojno 3 trgovine spravila v eno in naredila v Ljubljani torej prvo tako blagovnico z oddelki. Ne. Modernizirala v tistih 4 letih posestvo, napeljala torej nov vodovod, elektriko, skratka, res je bila dobra organizatorka in recimo ta kraj tudi nosi njen pečat. Ne.
Zanimivo je, da po prvi svetovni vojni se ni nič zgodilo, čeprav je Avstro-Ogrska razpadla, ne? In je tukaj prišla kraljevina Jugoslavija. Sovani so pa ostali. Ne? Sovani so ostali, zelo dobro torej v Ljubljani gospodarili naprej. Nevesta, oziroma, kako se temu reče, snaha od Leona Sovana starejšega je bila tudi prva modistka v Ljubljani, ne, ki je študirala v Parizu in Berlinu. Ne. Dejansko niso samo prodajali obleke, ampak tudi skrbeli za to, da so ljudje radi pri njih kupovali, ker je bilo to narejeno po zadnji modi. Ne. Zdaj vidimo, da so še počitnice v tistem desetletju po prvi svetovni vojni radi preživljali na potovanjih v Alpe, se pravi, to je bilo pretežno v Avstrijo. Se pravi, so se še vedno nekako čutili tudi v nemškem svetu doma, ker konec koncev so v nemškem svetu zrasli. Ne. Tudi recimo včasih, če slučajno imamo kakšen, kako zasebno korespondenco, možnost videti, so tudi morda kakšne fraze, oziroma celi stavki v nemščini pa poloslovenščini. Skratka, to je bilo še dvojezično življenje, zato ker so tudi ljudje poslovali v obeh jezikih. Zdaj, prva Jugoslavija je pomenila za Sovane predvsem zmanjšanje tržišča, ker je veliko trgovin, ki so bile pač po drugih kraljevinah takrat bilo odrezanih in so pač se morali osredotočiti na Ljubljano. Ampak zelo uspešno, tudi v tem smislu, da so jih njihovi delavci cenili. Ne? Se pravi, delavci so bili zavarovani in nekako so tudi štipendirali otroke od svojih delavcev in so ostali ljudem v spominu kot dobri delodajalci. Ne? In tudi tukaj na posestvu so bili vedno spodobno plačani in tudi to, kar je bilo takrat zelo redko, torej dobili so darila ob Božiču in Veliki noči, tako da so bili povezani s krajem. No? Ampak v tem, da je distanca se vedno bila zelo jasna, ne? Se pravi, gospa Sovan je bila tukaj milostljiva. Ne? Največ zaslug za park Arboretum ima Leon Sovan, ki ga je načrtno urejal in širil. Mlajši Sovan, se pravi Leo Sovan, starejši, je ob povratku iz vojne, se pravi prve svetovne vojne, bil je na Solunski fronti, prišel v Volčji potok, ko je njegov oče bil že pokopan, ne, umrl je leta 16 in je pravzaprav imel vizije, kaj bo tukaj naredil že iz časa svojih prejšnjih let, ne? Ampak takrat se je pač nekako razumelo, da očetovega dela ne uničiš. Ne? Ampak on je prevzel vodenje parka oziroma sploh že prej. In trgovine, že prej, ja. Ampak recimo želja potem, da bi naredil nek parter, francoski parter, je menda v njem živela že odkar je na Dunaju študiral. Ne? On je šel pač v neko trgovsko akademijo na Dunaj, to je bilo še konec 19. stoletja in je potem možgal, kako bi stvar prinesel sem. In kar je zame bilo posebej zanimivo, je, kako se je on lotil angleškega parka. Ne? Se pravi, angleški Grenski park za nekoga, ki ni imel izobrazbe niti ne iz arhitekture, niti ne iz vrtnarstva, je naštudiral iz knjig. In ga je naštudiral tako, da praktično ima vse elemente, ki takšen park mora imeti. Ne? In izhajajoč iz tega, da je bil samouk, lahko samo dam kar podolno rečem, res lepo, veliko delo. Ne. Bil je pa človek, ki je imel izrazito umetniško žilico, ne. On je bil glasbenik, bil je pianist, tudi nekaj skladov. Ne. In očitno je ta njegova želja po ustvarjanju našla to glavno polje, na katerem se je izrazila v parku, ki ga je ustvaril. To je bilo dejansko njegovo življenjsko delo. Van ga je vložil svojega najboljša leta, tudi zelo veliko denarja je bilo sem noter vloženega in hvala Bogu je njegovo delo obstalo. Ne? Torej, načrtno ga pravzaprav nobeden ni uničeval, čeprav je po drugi svetovni vojni tistem prvem sunku bil marsikakšen park posekan, ta ni bil. Ne? In parki so pač tem lepši, čim starejša so drevesa. Ne? In tukaj imamo pač že to prednost, da lahko kažemo 100 let stara drevesa, ki jih je sadil Sovan, ne? In nekaj še starejših od prejšnjih generacij, bodi si gozda ali pa od prejšnjih lastnikov. Prva svetovna vojna se fizično ni dotaknila Arboretuma kot posestva Sovanov in tudi razpad Avstro-Ogrske ni povzročil večjih pretresov, razen delne izgube tržišča. Tega pa ne moremo trditi za drugo svetovno vojno, ki je ločila Arboretum od Ljubljane. Volčji potok je namreč sodil pod nemško okupacijsko območje, Ljubljana pa je bila v rokah Italijanov.
Sovani so se morali umakniti v Ljubljano. Še hujše pa so bile posledice revolucionarnega požiga graščine sredi parka 13. aprila leta 1944. Zanimivo pa je to, ne, da je moral Leon, oziroma da so morali Sovani bežati z Arboretuma v Ljubljano, ko so prišli Nemci, ko je bila razdelitev tedanje Slovenije na italijanski pa na nemški del. Kako to? Ja, zdaj od Leona Sovana starejšega so pričakovali Nemci, da bo sodeloval. Ne samo tiho lojalnost, ampak da se bo pač vključil na nemško stran. In to seveda njemu nekako niti približno ni dišalo, ker je družina bila res prepričano slovenska. In se je posvarili, da se mu znak je zgoditi umaknil v Ljubljano. Ne. To je bilo logično tudi v tem smislu, ker je bila v Ljubljani še vedno njihova blagovnica in je bil njihov glavni vir trgovine v drugi državi, ne. Se pravi ne v Tretjem rajhu, ampak v kraljevini Italiji. In se je umaknil od tukaj. In tukaj se je zanimiva stvar zgodila, ne, s tem, ko je zginil iz nemškega dela Slovenije, postal izdajalec nemške domovine in so mu zasegli graščino. Ne. Se pravi, najprej je to SS zasegel kot to je bil takrat urad za utrjevanje nemštva, ne, ki je recimo v tej graščini tudi naredil nekaj tečajev za gospodinje, za slovenska dekleta, ki jih je pač poučeval v nemščini seveda. No, ampak samo posestvo je živelo naprej, se pravi, tukaj je bila še vedno živinoreja in druga razglasitev je prišla potem po letu 1945. Kaj je bilo pa s parkom v času vojne? V času vojne je park čakal, ne, se pravi, z njim se niso ukvarjali. In tudi po drugi svetovni vojni je bil en tak čas brez veterja, ko pravzaprav je bilo posestvo dodeljeno Gradisu, ne, ki je imel tukaj pač neke ambicije imeti svojo ekonomijo ali pa tudi neki načrti so bili za letovišče, marsikaj, ampak Sovan se je takrat v bistvu zelo potrudil in tudi pri novi oblasti izposloval, da se je izvzelo območje parka iz tistih zemljišč, ki so bila namenjena razdelitvi v zemljiški reformi. Ne. Ampak mene zanima še zmeraj tale 13. april 1944. leta. Kako to, da so partizani pač zasedli graščino in jo požgali? Vse zasedli niso, graščina je bila prazna. Ne. Itak so Se pravi, Nemci niso jo zasedli, ampak so samo uporabljali. Uporabljali so in to je bilo v bistvu občasna uporaba, zato ker konec koncev na samem posebcu je bil takrat glavni od snahe oče. Ne. Zdaj po drugi svetovni vojni je Leo se vrnil nazaj, je bil seveda zelo prizadet takrat že ob samem požigu, ne. Ampak se je tudi na vso moč ta park obdržati, ne, in ga je potem, dokler mu zdaj dopuščalo, do leta 1940 tudi sam vzdrževal, kolikor je pač mogel. Predvsem je pa dosegel, da se je potem že zelo zgodaj ta park zavarovalo. Sicer v naslednjem letu po njegovi smrti, leta 1950 je bil park spoznan kot dediščina, naravna in kulturna, oziroma takrat so rekli, da je bil to pač cvetlični, drevesni in gozdni park. In tiskrat je potem prišel pod agronomsko fakulteto. Ne? Čez 2 leti je to nekako zamenjalo lastnika in ta arboretum je bil najprej namenjen kot študijski nasad in poligon za študente, danes bi rekli krajinske arhitekture, takrat je bila to pejsažna arhitektura in za gozdarje. Se pravi, bila je takrat del predhodnice današnje biotehniške fakultete. Zdaj zaradi pač takih in drugačnih zrah, ki so Slovencem seveda odcepljene oziroma položene v zibelko, je ta zakon propadel, ne, in se je arboretum finančno samosvojil, kar je bil precejšen, bom rekel, težavna situacija, ker je bilo treba živeti sebe, se pravi, koliko ljudi tukaj je bilo, in park z prihodki iz drevesničarstva. In ker so bili to časi, ko denarja ni bilo veliko, je bilo to življenje kar, bom rekel, trdo, ampak tudi po 2 vmesnih direktorjih je prišel potem sem Miha Gorevc in je kar dolgo vrsto let ohranil park, tudi širil zbirko, dosegel določene premike, recimo, da se je park ogradilo, da se je prestavilo javno cesto iz parka na obrobje. Pa povečal ga je, ne? Povečal ga je dokupi, ne, skratka, se je dogajalo, ampak glavni akter je bil pa predvsem Ciril Jeglič. Njegov obdobje je bilo kratko, od leta 52 do leta 57, ampak njegov ureditven načrt v osnovi drži še danes. Ker je bil res človek daleč pred svojim časom, velike zmožnosti razumevanja prostora
in je postavil vizijo, ki je obstala. Ne morem se znebiti občutka, da dejansko tedanje oblasti niso imeli takega posluha do arboretuma, kot bi bilo dobro. Ja, prej sem že omenil, da je uspel Leon Sovan pridobiti sem ljudi, ki so bili takrat odločujoči tudi za dediščino in jih je prepričal, da to je vredna stvar in da je potreba pač kot neko nacionalno bogatstvo ohraniti v enem kosu in ga vzdrževati. Se pravi, to je bil njegov velik dosežek in me recimo presenečal človek, ki bi imel vso pravico biti na smrt užaljen, po vsem, kar se mu je zgodilo. Je kljub vsemu tako cenil svoje delo, da je pravzaprav našel rešitev tudi v zelo spremenjenih okoliščinah, da je živela potem tudi po njegovi smrti naprej. Z distanco dobrih 2 generacij bi lahko rekli, da je bila povojna usoda arboretumu še kar prizanesljiva in je omogočila, da je danes park ponos vsemu narodu. Kako izgleda arboretum Volčji potok danes in kaj nudi obiskovalcem, je povedala krajinska arhitektka in pomočnica direktorja za program arboretuma Mateja Račevski. Arboretum Volčji potok je predvsem znan kot park in mi bi lahko rekli, da je to kar park cvetja, velik je 85 hektarjev. Vsako pomlad zacveti skoraj 2 milijona, ne samo tulipanov, tudi narcis, hiacint in pa drugega pomladnega cvetja. V številkah bi lahko rekli še, da imamo 1300 različnih sort vrtnic, torej približno 5000 grmičkov vrtnic, da imamo popisanih trenutno 1300 različnih sort in pa vrst dreves. Tudi sledimo različnim trendom oziroma spremembam, ki vplivajo tudi na nas in ena od teh sprememb je seveda podnebne spremembe in se pripravljamo oziroma prilagajamo vročim in pa suhim dolgim poletjem, s tem, da smo ustvarili nasad dreves, ki smo ga poimenovali drevesa za prihodnost in tam so zasajena drevesa, ki so že v tujini se izkazala v različnih preizkusih kot primer dobre prakse za vroča in pa suha poletja. Seveda smo mi iz teh različnih raziskav, ki so jih opravili v tujini, izbrali tista drevesa, ki so prilagojena za naša rastna in pa podnebna razmere. Ta nasad dreves za prihodnost je pomemben zaradi tega, ker osvešča obiskovalce o problematiki. Potem lahko tudi obiskovalci vidijo, katera so zdaj primerna drevesa, da jih sami sadijo na svoj vrt. Seveda so pa tudi drevesa pomembna za projektante, da vidijo, katera drevesa so primerna sedaj za sajenje v mestih in lahko pri nas vidijo, kako ta drevesa izgledajo. Ampak arboretum je zame kraj, kjer jaz lahko opazujem eksotična drevesa, tista, ki so... Ja, zelo hočete napeljati na to eksotiko. Ja, ne vem, jaz pa ne gledam na arboretum kot na eksotične rastline. Res, da imamo recimo skoraj z vseh kontinentov recimo predstavnike dreves, smo tudi recimo pripravili eno knjižico 50 posebnih dreves. Ta knjižica je primerna za otroke, zaradi tega, ker je notri sodrgnjenke. To pomeni, da je ob 50 posebnih drevesih, ki so posebna ali zaradi tega, ker prihajajo z kontinenta, ki za nas ima eksotično rastlinje ali ima posebno velike liste, plodove. Skratka, neka posebna drevesa, ki rastejo v arboretumu, lahko otroci zberejo preko drgnjenk v knjižici in v tem prejmejo tudi zanimivo nagrado. Tako da eksoti, kaj so, mi vseeno, mogoče nismo čisto en tak klasičen arboretum, kot je to znano v tujini, zaradi tega, ker pri nas so drevesa tako posajena, da v bistvu da so vkomponirana v krajino, da oblikujejo prostore. In zanimivo je tudi, kako so že v zgodovini arboretuma, zakaj so tudi zbrali to lokacijo.
Zdaj ne vem, če so Sovani to vedeli, ne, ampak tukaj je recimo 5 različnih gozdnih združb, ne, tudi zaradi tega, ker so različne kamnine. In potem že v štartu, že iz narave je tukaj tako raznoliko in potem so predvsem Sovani, potem pa še Ciril Jeglič, so to nadgradila, ne. Ampak ni nič na ta način, da bi te eksoti zelo tolkali ven, ne, da bi izstopali. So lepo komponirani noter v zasaditev. Če vas prav razumem, pedološka sestava tav ni uniformna, pač pa različna, ne? Je zelo različna. Zakaj? Ja, zanimivo je tudi to, ne, da imamo recimo kislo rastišče naravno, ne, in zaradi tega imamo lahko rododendrone zasajene tam in ne potrebujejo dodatnega kislega substrata, da bi jim dodajali, ampak je to že v naravi, ne. Cvetice in parkovna drevesa so samo del tistega, kar arboretum ponuja obiskovalcem. Tu so tudi gozd, potoki in jezera. V arboretumu imamo 5 jezer, ki so predvsem zanimivi v poletnem času, zaradi tega, ker nudijo prijetno osvežitev. So pa zanimivi tudi zdaj v tem času, ko imamo večerni sprehod med lučkami, zaradi tega, ker smo izkoristili jezera z tega stališča, da smo ustvarili cel kup enih odsevov, ne. In v bistvu se te lučke preslikavajo v jezerih in ustvarjajo take čudovite ambiente. Jezera so seveda tudi pomembna zaradi živali, ki živijo v teh jezerih, pa tudi rastline obvodne so pomembne. In pa vse to v bistvu ustvarja ves ta vodni svet, ki je tukaj povezan še jaz bi kar rekla, številnimi potoki, ne, ki imajo nekateri kar glavno besedo in so tudi pri poplavah in po poplavah so si urezali svojo pot in vzeli svoj kos zemlje. In pa tudi mokrišča, ki jih pa predvsem obeležimo v začetku leta z praznikom Kronc, ne. Za Štajerce, kjer je res veliko te kronce prevladuje, ni to nič takega, ampak za osrednjo Slovenijo mi imamo 4 hektarje pokrite s kroncami, ne, ki zacvetijo. Je to res nekaj posebnega za ta del Slovenije. V arboretumu se res že vrsto let trudimo, da v bistvu vsem našim obiskovalcem nudimo različne dogodke in prireditve. Ampak eno od teh dogodkov je, da jih mi zagotovimo z našimi zasaditvami, ne. Skratka, mi se res trudimo, da je park cvetoč tako rekoč celo leto, ne. Ampak to zakaj? Zaradi tega, ker je skoraj vsak drug klic, ki ga prejmemo, kaj pri vas sedaj cveti. Skratka, še vedno je veliko ljudi, ki se odločajo za obisk arboretuma, če nekaj cveti, a ne. In zaradi tega se mi res trudimo, ne, recimo zato bomo v naslednjem letu bodo že vitezove zvezde, mogoče bolj poznane pod imenom amarylisi, pa telohi bojo prvi zacveteli, jih bomo pripravili tako, da bojo že na začetku leta. Potem pa seveda sledijo kronce, nepozebniki, potem so narcise, tulipani. Razstavo tulipanov se tako zelo veliko ukvarjamo, ne, ker je pač takrat povečan obisk. Zdaj, včasih je bila razstava tulipanov glavni prihodek tudi in je trajala 14 dni, ne. Ampak takrat se je velikokrat zgodilo, da je bilo kakšno slabo vreme, tudi sneg smo že imeli konec aprila, ne, in to je seveda potem vplivalo na obisk. In zato smo mi potem tudi to razstavo tulipanov podaljšali, a ne. In zdaj smo tudi že navadili obiskovalce, da že tulipani cvetijo že od začetka aprila. Zdaj ne samo zaradi tega finančnega vidika, ampak seveda tudi zaradi podnebnih sprememb. Prišlo je do tega, da je tako toplo, da nam več tulipani skoraj več ne zdržijo do začetka maja, a ne. In zaradi tega mi skrbno načrtujemo te zasaditve tako, da sadimo tulipane, prvo zasadimo tiste, ki zgodaj zacvetijo, pa potem srednje, pa tiste, ki pozno. Zdaj, čedalje več uvajamo poznih tulipanov, zato da bi dočakali praznike, kadar pride največ obiskovalcev.
Potem probamo tudi čim več tulipanov zasaditi v senco, zaradi tega, ker s tem tudi umetno dosežemo, da kasneje zacvetijo. Sva pa iz sodelavko letos maja šle tudi na Nizozemsko, sva preučevali tudi, zakaj pa v Keukenhofu, zakaj cvetijo toliko časa tulipani, in smo se potem še podučili še določene stvari, ki smo jih probali, zdaj, ko smo jeseni sadili tulipane, uvesti in bomo videli, kako uspešni smo pri teh novostih. Skratka, za tulipani zacvetijo rododendroni še, potem vrtnice, kraljice junija in potem z spremembo izbora vrtnic cvetijo do zmrzali oziroma do konca oktobra. Letos bomo imeli nove zasaditve enoletnic in potem jaz pravim, da pri nas obiskovalci zares opazijo drevesa jeseni, ne. Čeprav so skozi tukaj, ne. Ampak jesenih pa zares opazijo, ker se obarvajo in takrat so tako navdušeni obiskovalci nad temi barvami, jih fotografirajo. Skratka, jesen je res nekaj posebnega. No in potem pač zimo pa vključimo tudi lučke in to praznično vzdušje. Potem pa seveda mi organiziramo še cel kup drugih dogodkov, različne razstave, ki so recimo ali plod nekega sodelovanja ali lokalne skupnosti, univerz. Potem imamo kulinarične dogodke, bomo tudi še več probali uvesti. Potem recimo imamo mesec vrtnic, ne, kjer lahko pridejo obiskovalci na slovenski dan vrtnic, na delavnice, predavanja, na koncert mogoče, ne. Skratka, Arboretum Volčji Potok je zavarovan kot naravna in pa tudi kot kulturna dediščina. Omenili smo že, da Arboretum Volčji Potok poleg urejenega parkovnega dela obsega tudi gozd, potoke in jezera. Tu so namreč naravne danosti za bogato raznolikost pokrajine in življenje v njej, poudarja direktor Matjaž Mastnak. Geološka podlaga tukaj je zelo razdrobljena, mešajo se novejše in starejše plasti. To daje potem tudi celemu kraju reliefno razgibanost in pa geološko pestrost, ne. Kolegica je že omenila, da imamo tukaj raznolik gozd. Gozd je pač pri nas najbolj naravna življenjska združba, ne. In to kaže v bistvu na pestrost naravnih danosti. In recimo pri našem arboretumu imamo južno polovico, ki je pač klasični park, in pa severno polovico, ki je pravzaprav en parkovni gozd. In se nam zdi to zelo pomembno ohranjati, ker prav skozi kontrast, ne, se pravi tega, kar je človek naredil v celoti, po svojih vizijah in pa narave v svoje, bom rekel, samo malo polepšani podobi, s tem so pač napeljane poti in podobno, podarja ena polovica drugo, ne. Se pravi, z naravo se bomo tudi še ukvarjali, predvsem tako, da jo ohranjamo. In tu gre pač za to, da je tudi za človeka doživetje narave pri nas zelo raznoliko, ne. Drugače je, če se znajdeš v nekem okolju mokrega travnika, kjer poleti vse, bom rekel, šumi od žužkov, kačjih pastirjev in podobno, ne. Potem v nekem svetlem gozdu, kjer je ptičev, kolikor želiš, v temnem jelovem gozdu, se pravi, čista zunanja pojavnost naše narave je zelo, zelo raznolika in ljudje to ocenijo, čeprav verjetno niti analitično ne razčlenjujejo, zakaj jim je tukaj všeč. Ne razmišljajo tako, Zdaj, mi se tudi zavedamo, da se populacija stara, ne, se pravi, da bo treba poskrbeti, da bodo poti gladke in zanesljive, ne. Zato, ker za leti pač vemo, da korak ni bolj prožen in je treba skrbeti za to, da bo ostal ta naš prostor čim bolj dosegljiv ljudem, ne. Bili neskončno veseli, če bi imeli javni potniški promet, hočem reči mestni promet, ker bi lahko potem ljudje prišli iz Ljubljane lažje, kot je sedaj. Ugotavljamo, da ljudje pridejo na naše parkirišče in grejo se sprehajati v gozd, ne. Meni je to popolnoma nejasno, zakaj bi nekdo prišel z avtom in se šel sprehajati v gozd ravno k nam.
Ampak odgovor je ta, zato ker so pa nas ljudi, torej poti varne, ne? Ker so gladke, ker ni nekih strmih vzponov in ker se očitno ljudje tukaj tudi počutijo varne. Vejo, da vsake toliko pride nekdo naokrog, če bi se karkoli zgodilo, ne bodo tukaj obležali zapuščeni. Ne? In smo skozi to zavedanje nekako tudi načrtno šli v to, da bomo park v prihodnjih letih naredili varnejši za ljudi, ki imajo razne oviranosti. Ne? Spoznali smo, da je arboretum Volčji potok šel skozi različna obdobja, a vendarle venomer uspel ohraniti izvorni pomen, čeprav so se spreminjale organizacijske in lastniške strukture. Danes je tako, da smo v državni lasti in Arboretum Volčji potok je javni zavod, nacionalni javni zavod, in njegova glavna naloga je, da ohranja torej zgodovinski park. Zgodovinskega parka je recimo 2/3 arboretuma, da ohranja zbirko, predvsem se moramo ukvarjati z drevesi, kolegice recimo mi na drevesa za prihodnost, imamo seveda tudi splošno zbirko, torej formiramo tudi zbirko domorodnih lesnatih rastlin, ne? In da ta prostor predstavljamo obiskovalcem. Ne? Zdaj živimo v časih, ko so ljudje z tega bolj presiti kot pa kaj drugega in je zelo težko pravzaprav podajati neke bolj zahtevne informacije ljudem, ki niso pa še s tem namenom sam. Ne? Se pravi, predvsem moramo vzdrževati, kar je, in pa se prilagajati času. In jaz sem prevzel tukaj direktorovanje pred 1,5 leta, ko je arboretum pravzaprav bil že zelo dobro finančno konsolidiran, tako da nimamo zdaj nekih skrbi, da bi se politično potopili. Je pa ta javni zavod nenavaden, ker ima zelo veliko gospodarskih dejavnosti, kar pomeni, da več kot polovica ljudi ne dela v javni službi, ne, ampak delajo čisto torej, klasično vrtnarstvo, od vzgoje rastlin do drevesničarstva, projektiranja, zasajanja, vzdrževanja, prodajanja. Ne. Tukaj imamo seveda zelo veliko tega specifičnega znanja in to je tudi eno od bogatstv arboretuma, ker tako mnogo različnih vrtnarskih spretnosti in še upravljanje kulturnega spomenika nas dela kar, bom rekel, močne. Ne. Ja. V osnovi nas Ministrstvo za kulturo vodi kot enega svojih javnih zavodov. Ampak vas ne plačuje v celoti. Ja, torej plačuje 28 ljudi 70%. Ne? Če to dvoje seštejemo skupaj, pridemo pač do 20 efektivnih plač, ob tem, da pri nas v javni službi, se pravi s parkom, se ukvarja 40 ljudi. Ne? Ampak zdaj časi so taki, da je dovolj obiska, da lahko te ljudi plačamo. Ne? In zavedamo se pa tudi, če jih bo pustili pri torej vrtnarskem vzdrževanju in bi park torej ne bil več v najboljši kondiciji, bi tudi obiskovalci izginili. Ne? Zato je recimo naša usmeritev, sploh ko nastopamo do recimo temu javnosti, ki ne ve, kaj je, da je arboretum kulturna dediščina, predvsem kot nek park, ki je javna zelena površina. In želimo pač, da odidejo zadovoljni in da radi spet pridejo. Ne. Se pravi, ne posiljujemo ljudi s tem, da smo kulturni spomenik, ampak vsakemu, ki se želi nekaj naučiti o rastlinah ali pa o zgodovini, to možnost nudimo. Kar se rastlin tiče, imamo pač drevesa označena, oziroma imamo tudi javno dostopno aplikacijo, kjer lahko na pametnem telefonu vsako drevo vidiš, kateri vrsti torej pripada. In imamo razstavo o zgodovini arboretuma, se pravi o Sovanovih časih in pa o Jegličevi utiritvi arboretuma v to, kar je danes. Bi lahko rekli, da je arboretum v takem nekem smislu zgodovinsko-kulturni spomenik, pa po drugi strani tudi prostor nekega razvedrila? In hkrati gospodarske dejavnosti. Ja, gospodarska dejavnost po svoje tudi pomeni, da moraš biti ves čas zelo, bom rekel, v dobri kondiciji, drugače te stvar, bom rekel, odpihne. Ne? Ni to vedno slabo, da so ljudje, bom rekel, da delajo na malo višjih obratih, ne? Ker javni zavodi lahko tudi dokaj mirno živijo, ampak potem pač sprememb ni. Večkrat sem že omenil ime Cirila Jegliča, njegov koncept je bil za tiste čase res nenavaden. On je že tudi pred drugo svetovno vojno poudaril pomen javnih zelenih površin za, bom rekel, za splošno zdravje nacije. Ne? In tudi v arboretumu je že začetka zastavil torej program, ki je bil vpet v šolstvo, ne? Se pravi, to je bil univerzitetni program, tudi raziskovalni program, ampak arboretum je ves čas tudi na široko odprt običajnim obiskovalcem.
ki so prišli sem po nekaj več kot navaden sprehod. Ne. Se pravi, tudi to, da je univerzitetni arboretum lociran v Vočem potoku, je bil Jegličev premislek. Namreč, če bi bilo to v Ljubljanski Tivoli, potem bi hodili ljudje vanga brcat žogo. Ja, točno. In to je pa dovolj daleč, da ta uničujoči obisk nekako preprečiš. Tukaj je tudi vstopnina, ki je tudi neke vrste filter, da ljudje pač ne pridejo samo časa zabijati. In obisk arboretuma je bil doživetje. Ne je bilo nekaj posebnega, da tja greš, da boš nekaj lepega doživel. Ne? In se na ta način sprostil, pa tudi kaj naučil o naravi, o vrtovih, konec konca tudi o življenju. Arboretum Volčji potok je prostor, ki navdušuje obiskovalce in bogati znanje tistim, ki jih zanima bujno življenje rastlin in živali. Toda kako bo v prihodnje? To smo vprašali direktorja Matjaža Mastnaka. Po let naprej, izhaja iz tega, kaj smo v arboretumu še postali. Ne? Smo se uvrstili med 10 točk, ki jih ljudje v Sloveniji obiskujejo, najbolj obiskujejo. Ne? In torej med kulturnimi točkami obiska smo pravzaprav v sami špici, ne? Se pravi, med gradovi in parki smo na 3. mestu. Ne? To rast je bila organska in očitno v pravi smeri. Se pravi, to je velik kapital. In seveda s tem, da je park ostajal vzdrževan in je za ljudi privlačen, si tudi lastnik, se pravi država, če je pametna, lahko vidi neko orodje, da poskrbi, da z manjnimi sredstvi stvari funkcionirajo. Ne. Zdaj, če bi bili mi izključno raziskovalni arboretum, bi imeli verjetno 10 obiskovalcev, kot jih imamo danes. Ne. Ker smo pa to, kar je kolegica rekla, tudi cvetoči vrt, ker je to tisto, kar pač ljudje iščejo. Ob tem, da smo še vedno zgodovinski park in zbirka, pač pride sem več ljudi. Skratka, kar se tiče obiska, smo z njim zadovoljni. Verjetno lahko še bi tudi obisk povečali, predvsem ga želimo pa razporediti skozi leto. Ne. Zdaj, prej sem že omenil, da imamo tukaj zelo veliko profilov z zelo specifičnimi znanji in iz tega izhajajoč arboretum tudi kot neko izobraževalno središče v prihodnosti, nek kompetenčni center, skratka, kjer imamo torej praktična vrtnarska znanja, se pravi ne samo, da nekaj vemo, ampak znamo to tudi narediti. Glede na to, da je vrtnarstvo trenutno v dokaj nezavidljivem položaju, ker se mladi ljudje za ne odločajo, mislim, da lahko naredimo na področju ohranjanja znanja nekaj pri tistih, ki se bodo morda v kasnejših življenjskih obdobjih odločili za menjavo poklica. Ne? Pa pri izboljševanju torej znanja pri ljudeh, ki so že v tem fohu, pa bi radi stvari torej izboljšali, se naučili torej več. No? Skratka, ta izobraževalna funkcija bo vsekakor v prihodnosti v ospredju in pa zelo veliko premišljamo o tem, kako o naši zgodovini, o naših zgodbah, se pravi o zgodbah samega nastanka parka, pa tudi o neskončnem številu zgodb, ki so povezane s rastlinami, kako to pripeljati do naših obiskovalcev. Ne. Trenutno smo res v takem obdobju, ko so ljudje tako zasičeni z vsem, da jih je zelo težko pripraviti do tega, da prisluhnejo. Ne. Ampak jaz mislim, da ko se enkrat za ta svet, ko noter pač poškiliš, te začne vleči. Se pravi, to je svet ne samo vrtne umetnosti, to je tudi v našem primeru zgodovina, se pravi zgodovina dežele, zgodovina naroda. Ne? In torej z rastlinami je povezana tudi človeška kultura. To je bila oddaja Kdo smo? Z naslovom Arboretum Volčji potok. O njem sta govorila krajinska arhitektka in pomočnica direktorja za program Mateja Račevski ter direktor arboretuma Matjaž Mastnak, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, strokovnjak za okrasne rastline, predavatelj in strokovni pisec. Oddajo sva povezovala Igor Velše in Lidija Hartman, tonski mojster je bil Miha Klemenčič, avtor oddaje je Ivan Merljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije.